Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Nova sezona je pred vrati in z Mašo sva veseli, ker jo danes ponovno začenjava. Za tokrat, ker se je ravno kar pričela tudi šola, sva vam pripravili eno tako šolsko idejo. Maša, kako si ti začela to novo šolsko leto? Ja, kar lepo. Včeraj smo dobili nalogo. Ste že dobili nalogo, to se pravi, Da. kar na polno ste začeli svoj pouk. Imate kaj novih predmetov? Ja, imamo gospodinstvo. To pa mislim, da je vse. To je pa vse. Kaj pa učiteljica? Je nova ali tista, ki vas je spremljala že lansko leto? Ja, nova je. Nova učiteljica je. In najbolje je, da midve z današnjo idejo kar začneva in pokaževa našim gledalcem, kaj sva za danes pripravili. Naredili si bomo veseli urnik. Verjamem, da imate doma že napisane urnike, mogoče pa je po tem prvem tednu šole čas, da si ga malce drugače, malce bolj veselo uredimo in bo spet naše šolsko leto potekalo veselo, čeprav po nekem ustaljenem urniku. Za izdelavo veselega urnika potrebujemo penasto gumo različnih barv, šablono, svinčnik in škarje, univerzalno lepilo, razcepek in pa naprintan urnik. Če pa ga nimamo, pa si ga bomo lahko tudi kar narisali oziroma naredili tabelo. In najbolje je, da kar pričneva z delom. Maša si je tukaj le za osnovo že izbrala rumeno barvo, kajti osnova našega urnika bo žoga. Tukaj le pa je šablona in najprej si boš narisala vse delce, to se pravi, narisala si boš krog, ki bo predstavljal osnovo naše žoge. Žoga bo osnova urnika in bo nas razveseljevala, hkrati pa klicala, ko bomo opravljali domače naloge, da jih moramo čim prej končati in dobro in vredno narediti, da ne bo mama potem, ko bo naloge pregledala, huda in bomo morali popravljati. Žoga pa nas bo spodbujala, da bomo potem lahko čim prej odšli na prosto oziroma k svojim prostočasnim dejavnostim. Tako, mogoče takole na drugi strani primeš, da ti roka ne bo nagajala, pa lepo rahlo obrišeš žogico. Tako žogico izrežemo. Imate zahteven urnik v šoli? Letos pa kar, torba ni težka, vendar za učiti pa bo malo težje. Za učiti bo pa malo težje. Pa da ne bova samo v šoli, kako si se pa imela med počitnicami? Dobro, bili smo na otoku Visu. Na otoku Visu ste bili? Si tudi kaj ustvarjala med počitnicami? Žal ne, ker nismo imeli časa, sem pa vesela, da smo začeli snemati. Aha, si imela med počitnicami druge opravke, letos pa je tudi vreme med počitnicami zelo služilo in bi bilo pravzaprav včasih kar škoda preživljati čas v zaprtem prostoru, čeprav se kakšno takšno poletno ustvarjanje lahko naredi tudi na prostem. Je pa tudi prav, da si poleti, ker ti čez leto veliko ustvarjaš, poleti pa si vzela čas za počitek in za opravljanje drugih nalog. Tako, sedaj si naredila žogico, nič hudega, če je ostalo malce, da se vidi sled svinčnika, ker bova žogico tako obrnili na tole stran, skratka, tole bo na njenem hrbtu. Sedaj pa narišeš še noge in roke. Takole, tukaj le sta dve roki in dve nogi. Pa jih kar nariševa in tudi izreževa. Si veliko plavala na morju? Da, sem pa tudi doma, ker smo jej postavili bazen. O, super, potem si pa ti letošnje vroče poletje res preživela kot ribica v vodi. Da, včasih je bil pa dež. Dež je bil letos zelo redko, ne? Tako da so bili tisti dnevi. Ampak je bil. Je pa bil, tistih dni so bili pa potem veseli bolj mame, ki so obdelovale vrtičke, pa kmetje, da jim je malo zalilo, da je bila letina bogata. Tako, ena roka. Čisto v redu. Bova malce popravili, nič hudega, Maši se je šablona malce premaknila, takole jo bova držali in samo zarisali po tejle strani, ker bo do nogice obrnjene narobe. Ne bo čisto nič narobe, če
se bo zadaj malce videl svinčnik. Pa tudi zbrišem lahko. Pa ni potrebno brisati. S penaste gume je malce težje brisati. Mogoče samo malce rahleje vlečeš svinčnik, pa bo potem okrog šablone šlo to veliko lažje. Bova spet malce popravili tale zamik šablone, pa ti bom sama takole držala, pa bo mogoče šlo lažje. Tako, pa še enkrat. Pa še obe nogi. Kje si pa bila ti na morju? Jaz pa letos nisem bila na morju. Sem bolj preživljala ustvarjalno, vlagalno, delovno, skratka, pridna sem bila letošnje poletje. Moja babica, ko je bilo veliko sadja na vrtu, je Kuhala marmelado. Jaz tudi. Enkrat smo poskusili narediti tudi z sivko. Aha. Je bila prav dobra, samo so se nekateri delčki sivke tudi pojavili v marmeladi. Aha, je mogoče potem ko je Cedenju. pri cedenju kakšen delček sivke všel. Mora pa biti to en tak poseben okus, a ne? Ki ga mogoče še nismo čisto navajeni. Meni ni bil preveč dober. Tebi ni bila preveč dobra. Moja mama je bila pa zelo navdušena. In je hotela, da še kdaj naredimo. Vidiš, okusi so različni. Mogoče bom pa kdaj tvojo staro mamo prosila, da mi bo dala recept. Tudi sama sem letošnje poletje skuhala kar nekaj marmelad, nekaj pa me še čaka zdajle v jeseni. Ja, boš morala počakati še kak teden ali pa več, ker moja babi in dedi sta šla za kakšen mesec v Črnogoro. Zdaj pa bila sta 2 tedna sta bila v Črni gori, en dan sta šla na izlet v Albanijo, ampak tam v tisti del, kjer je pač veliko turistov, pa so lepe plaže. Tam sta šla, tako da... Veš kaj, do drugega poletja, oziroma je pa že čas do takrat, mi bo pa tvoja babi že izdala kakšno kuharsko skrivnost. Ja. Mogoče bova pa naredili kakšno oddajo o kuhanju marmelad, pa bova povedali, kako lahko marmelade skuhajo tudi otroci. Super. No, vidiš, fino idejo si dala. Ti boš pri babici raziskala kakšen preprost recept, pa bova potem tukajle razložili našim gledalcem, kako se skuha marmelada. Mogoče pa bova okrasili kakšen kozarček za marmelado, hkrati pa še izdali nekaj kuharskih receptov. To bi bilo super. Tako ideja je nastala kar tako mimo grede v tem najnem pomenkovanju, ko Maša izrezuje delčke za najino žogico, ki počasi nastaja. Hkrati pa je ta žogica, ta vesela žoga, ta naš prijatelj, ki nas bo spremljal skozi šolsko leto, lahko tudi nosilec sporočil. To bomo videli potem na koncu. Urnik bo namreč pripet oziroma narejen tako, da ga bomo lahko menjavali in lahko mogoče to žogico uporabimo tudi kot nosilko sporočil našim tistim, ki jim želimo doma kaj sporočiti. Ne vem, šla sem v kino, sem na tabornikih, imam vaje pri gasilcih. Skratka, v tem času, ko vedno bolj hitimo, se včasih tudi ne uspemo srečati in je mogoče fino, če nas doma pričaka takšno lušno sporočilo. Da se spomnimo, kje je kakšen družinski član. Ali pa kakšno manj dobro, recimo, ne skrbi, z tvojim bratom sem recimo v bolnici, ker se je poškodoval. Takšnih sporočil si pa res ne pišemo, to pa je rajše pokličemo. Ampak to raje ne piše takih sporočil, ker je bolje, da pišemo samo dobre. Tako, sporočamo pisno, si rajše dobre novice, slabe novice pa si raje kar povejmo, a ne? Vse zgodijo, tudi včasih življenje je tako sestavljeno, vendar je lažje, če jih slišimo, kot pa da vidimo napisana. Čeprav včasih pa tudi brez tega res ne gre. Takole, Maša, gre s temle z izrezovanjem počasi proti koncu. Najprej bomo potem tele 4 oziroma 5 osnovnih delčkov zlepili. Med tem časom, ko se bo naša žogica sušila,
bomo izrezali še druge delce, nato pa žogico obrnili in jo dokončali s temi drugimi delčki. Tako. Videlo se bo, da bo tale naša žogica kar tekla k dogodivščinam naproti in nas spodbujala k temu, da čim prej končamo domače naloge. Ki pa so, na žalost, v šolskem času ali pa v šolskem procesu potrebne, če hočemo, da usvojimo znanje, ki smo se ga recimo naučili v šoli, doma pa ga moramo potem utrditi. In če delamo domače naloge sproti, je potem tudi učenje za teste veliko lažje. Imate kakšnega novega sošolca ali sošolko, ali ste ostali kar v stari zasedbi? Te moram pa presenetiti. Imamo 6 novih. 6 novih sošolcev ste dobili in sošolk, verjetno, ne? Super. Sedaj pa takole zlepiva žogico. Najprej jo obrniva takole na pravo stran in poglejva, kako bova tole naredili. Kam paše kakšna roka, kam paše kakšna. Bova pa tole roko naredili takole. Aha, to je noga. Tole roko takole, malce veselo. Tole je noga, pa bova zamenjali. Zamenjati bova mogli takole. Takole tekli. Ne, kar takole, a ne? Ja. Takole bova naredili. Poglej, zdaj morava pa sliko zrcalno obrniti. Skratka, zdaj sva zložili, kako bo izgledala žogica na prvi strani, zdaj pa vse delčke obrneva. Tako, najprej obrni žogico. Ne tako. Poglejva še enkrat, kaj gre. Zrcalno bova zdaj obračali, a ne? Takole sva... Takole sva zložili, a ne? Rokice. Sva zložili takole. Bo šla, tule bo naša roka držala urnik, tule bo naša roka tekla, tule bo druga roka tekla, primiva nogo in roko skupaj, takole, in zdaj še tele dve naše roke, eno roko takole, drugo roko takole. Bo šlo? Je tako prav? Tako. Sedaj pa vzamiva lepilo in takole nekako zlepiva tele roke na najino žogico. Jaz sem pa že malo pozabila, kako je zrcalno. Zrcalno obrnemo. Saj včasih je najlažje, da si stvari kar primemo in jih prenesemo. Skratka, da se... No, pozabila nisem, samo... Včasih je treba pa... Zmotila sem se. Nič hudega. Gre se za to, da vsaj približno zgleda tako, kot da žogica teče, ne? Takole. Zdaj takole pogledamo, bi lahko žoga tudi recimo imela teniški lopar. Recimo. Če bi ostala kar rumena, bi bila pa še celo lahko kar teniška žogica, ne? Tako. Zdaj bova pa izrezali. Ko bo tole prilepljeno, se bo počasi sušilo. Midve pa bova med tem izrezali. Malce bova sedaj na hitro pokukali, kako zgleda sicer na rahlo, ker še ni zelo, vidiš, super, a ne? Zdaj bova pa dali takole sušiti, žogica se bo sušila, ti pa boš izrezala 2 škorenca, oziroma 2 copata, kakšne barve in pa nekaj pik, 2 učki in pa usta, pa kar hitro se je barv veliko različnih in če bo pisana žoga, potem narediva kar pisano veselo, tako škorenca pa bova res, imaš svinčnik tukaj le nekje se nam bo skril, to se na ustvarjalni mizi rado zgodi, ker imamo na mizi več različnih stvari, ki se nam potem rade tudi malce poskrijejo. Tako, še en škorenc. Pa še eden, da bo obuta na obeh nogah in bo lahko tekla tale najina pisana žogica. Lahko pa si seveda vi izdelate žogico
ki jo uporabljate pri tistem športu, ki ga imate najraje. Če ste nogometaš, nogometno, če ste košarkaš, ki je trenutno pač najbolj aktualen košarkaško, če ste odbojkar, odbojkarsko, če pa se samo radi žogate, pa tako lepo, navadno, pisano pikasto žogo, ki jo bova izdelali tudi midve z Mašo. Tako, en škorenc, pa še drug. In potem še nekaj pisanih tehle. Bom kar sama takole malce izbrala. Malce Maši v pomoč. Pisanih, pa mogoče ne svetlo roza, če dovoliš, Maša, pa raj še malce vijolične. Se mi zdi, da bo na rumeni barvi lepše žarela. Če pa si boš želela še kakšno prav posebno, pa saj sva skoraj da vse barve tukaj uporabili. En škorenc, drug škorenc, čakata, kar pusti, bova potem prilepili. Sedaj pa zreži še mogoče 5-6 krogcev pikic za našo žogo, takole malce vmes pogledamo in pritisnemo, da bo lepilo lepo prijelo. Malo prevelika. Aha, mogoče pa krogice takole začrtamo, samo takole narahlo z svinčnikom, pa nam jih je potem lažje narisati, če nam še škarjami ne gre rezati kroga. Pride pa ta veščina z leti, da se potem da krogec tudi lepo izrezati. Takole, pa še en oranžni krogec, takole. Tukaj sem zelo potratno narisala, tako kot včasih rečem na delavnicah. Otroci ne smete risati sredi papirja oziroma sredi penaste gume, sama pa sem tukaj naredila to napako, vendar bo vmes ravno še za en krogec, če bo potreba. Tako, pa dve beli učki, da bo tale naša žogica spregledala. Še dva mala črna žogica. Slišeno. Bo šlo. Tako, počasi tale naš veseli urnik nastaja. Če nimate doma penaste gume, lahko namesto penaste gume uporabite trši barvni papir, mogoče kakšen karton, lahko pa žogo tudi narišete na trši papir, jo izrežete in ravno tako bo tale naš urnik opravljal svojo nalogo, oziroma tale žogica bo nosila urnik in bo ravno tako opravljala svojo nalogo dobro. Tako kot govorimo že ves ta čas, pri ustvarjanju je potrebno uporabiti svojo domišljijo in če bomo uporabili domišljijo, bodo potem tudi izdelki takšni, kot si sami najbolj želimo in nas bodo razveseljevali. Bom ti pa mogoče malce, če dovoliš, ker je tukaj le kar nekaj rezanja, tile dve drobni učki pomagala izrezati, da jih bova potem lahko zlepili z belimi. Takole. Pa še eno. Maša bo izrezala krog, pa še tele dve ovalni. Tako pa bova imeli delce tukaj le pripravljene za lepljenje. Škorence bova takole obrnili na pravo stran. Vse stvari, kjer se pač poznajo sledi, in če se to le da, obrnemo tako, da je obrnjeno na... Da je svinčnik obrnjen na hrbtno stran in se potem to nič ne vidi. Tako, in še eno učko. Takole bova potem to zlepili skupaj. Tale malce manjša, malce popravila. Tako. Žogica pa bo med tem tako lepilo lepo prijelo.
Najbolje je, da uporabljamo univerzalno lepilo, ki penasto gumo tudi lepo lepi. Malce je potrebno počakati, da se posuši, vendar je potem, ko se posuši, izdelek res trajen in ne razpade. Andreja, Povej. a veš, da smo mi med počitnicami šli na Roglo? Na Roglo si tudi šla med počitnicami. A veš, kako je tam super, pa Je ne super. vem. Takole Učko bova obrnili Zabavno. in zabavno. Rogla je pa čisto drugačen prostor, kot je bilo morje na Visu. Sedaj pa tejle naši žogici prilepiš škorence, kar na tole mogoče prilepiš ali pa na škorenček, čisto vseeno. Skratka, sedaj lahko žogico obračamo, ker so roke in noge lepo trdno prilepljene. In jo bomo izdelali še s te sprednje strani. Pa še drugo. Mi sva izrezali še enih takšnih majhnih ust, da se bo naša žogica smejala. Pa ji bova kar takole iz enega ostanka malce priredili. Sedaj pa nalepiš učke naši žogici. Učke imamo tukajle. Tale je manjša kot Nič taka. hudega. Takole prilepiš učke. Tako, sedaj pa res imava vse delčke. Prevelika je. Bom pa še tole črno malce obrezala, ti pa kar prilepi belo podlago. Nič hudega, nič je preveliko, če je zelo premajhno, takrat je potrebno nov delček izrezati, če pa je preveliko, pa samo malce popravimo, pa potem lepljenje gre tako, kot mora biti, tako pa bo v redu. Pa ne pozabite si zaščititi mize, ker uporabljamo lepilo, da ne bomo poškodovali svojih pisalnih miz, potem pa se bodo starši kregali na nas in nam ne bodo več dovolili ustvarjati, ker bodo rekli, da pri ustvarjanju delamo škodo. Tako, pa še druga, kar stisni. Lepilo je prozorno in tudi, če ga kakšna kapljica pogleda ven, ni nič narobe, ker se bo posušilo. Še ustice naši, mogoče bova pa tule samo pikico še prej prilepili, ki bo kot nosek, pa potem ustice. Tako. Potem bova pa naredili okrog še druge pikice. Oziroma krogce, da bo naša pikasta žoga zažarela. Še drugo. Tako. Ne vem, če sem že povedala, tole idejo mi je prijazno odstopila Klara Lipnikar, prijazna ustvarjalka, prostovoljka na Medobčinski zvezi prijateljev mladine, in ko sem jo prosila, ko sem videla njeno idejo urnika, če ga lahko uporabim v oddaji, mi je zelo prijazno rekla, da seveda ga lahko uporabim in da kar naj vidijo tudi drugi otroci, kako se to naredi. Sedaj pa te pikice lepo razporedi po žogici. Če nama bo kakšna manjkala, boš povedala, pa bom izrezala mogoče še za vsak slučaj en krogec. Da bo taka res vesela pikasta žogica, ki bo nosila naš urnik. Tako da hvala, Klara, ker si nam pomagala oziroma izdala tole idejo. Lahko prilepiš tudi čez krogec, pa bova potem ti izdelček pikice, ki bo odveč, odrezali. Tako, pa še eno. Da ne bo čistek. Enega mogoče tule ali pa tule. A ti izrežem še en krogec? Lahko, pa naj bo. Zdaj pa naj bo še tale roza, ki jo skozi tukajle gledava, pa jo imamo punce zelo rade. Tako, in s tole roza pikico bo tale naša žogica dobila res pikico na i. Kaj pa tu? Kakor ti hočeš, ti jo kar naredi, kamor ti hočeš postaviti to pikico. Pa tek. Tako. Ker bova sedaj samo še dokončali tale naš urnik.
Tako, žogica je v bistvu gotova, samo manjka ji še urnik, da bo dobila nalogo. Ga bova pripeli na tole stran ali na tole. Ti se odloči, kjer želiš, lahko žogica, v kateri roki hočeš, lahko nosi urnik. Raje tu. Tam. Potem pa dajva na urniku narediti, kako bo stal, sam povej mi. Ne, tak. Na katero mesto ga pripnema. Skratka, če bo držala žoga urnik v roki, bova naredili na urnik luknjico nekako tukajle, na sredini, da bo šel skozi njo razcepek lažje in pa še na roki. Če nimate luknjača, nič hudega, lahko tudi to naredite s škarjami, ki pa morajo biti koničaste, zato vam naj pri tem pomagajo starši. Najprej razcepek skozi urnik, kar močno pritisni, tako, in potem še razcepek skozi penasto gumo. Veš, kateri predmet je meni najljubši? Kateri predmet je tebi najljubši? Likovna. Likovna, in likovno si boš napisala tukaj gor svojo na urnik, če bo pisan svojo najljubšo barvo. Sedaj pa razcepek si ga že naredila, skratka razcepek nam potem tale urnik lepo pritrdi na našo žogico. Pri koncu današnje oddaje sva. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo, nas glejte ob 18. na VTV-ju. Prihodnja sreda pa bo že malce pikasto obarvana, zato nikar ne zamudite. Adijo! Adijo!